Če vas zanima, kaj je to jamska fotografija oziroma kaj so to jame oziroma kako osvetliti jamske prostore, potem vas vabim na ogled te oddaje. Dobrodošli v novi oddaji Moja dogodivščina. Danes z nami Peter Gedej, ki je eden izmed najbolj prepoznavnih slovenskih jamskih fotografov, ki s svojim objektivom že več kot 30 let odkriva lepote podzemlja. Njegove fotografije razkrivajo svet, kamor večina ljudi nikoli ne stopi. V svet tišine, vlage, svetlobe in časa. Peter, dobrodošel. Hvala. Meni si še posebno ljub, ker imam tvoje fotografije tudi v svojih knjigah o jezerih. Pa dajva začeti na začetku. Kaj človeka v resnici potegne v tak svet teme, sploh kot fotografa, ki vedno upravljate svetlobo, ne? Kako se je začelo, zakaj se je začelo, vse nam povej. Ja, mogoče to izhaja že iz pradavnine. Ljudje so se vedno radi zatekali v jame, v neko zatočišče, ker so iskali prostor, kjer bodo varni, tako rečem, no. V današnjem času pa lahko rečemo, da nas bolj privlači ta skrivnostnost teh prostorov, kaj se nahaja v tej temi, za tem vhodom v jamo, kakšen je ta prostor in tako naprej, no. Mene kot fotografa je predvsem zanimal izziv, torej kako lahko osvetlim nek tak prostor, ker v jami je seveda tema, ne, in to temo ne moramo fotografirati, ker za fotografijo rabimo seveda svetlobo, ne. Tako da v bistvu mi je to bil največji izziv, no, kako fotografirati te temačne prostore, no. In skozi leta sem pač razvijal tehniko, prihajal do nekih rešitev, no, in tako, no. Ne odneham še vedno. To mora biti res tehnično zahtevno, si predstavljam. Kaj vse moraš notri v jamo odnesti, da lahko narediš kakšno dobro fotografijo? Ja, načeloma rabiš neko svetlobo, ne. Svetloba je seveda nek osnov, brez tega pač ne gre, ne. Zdaj, če bi poenostavili zadevo, bi lahko naredili fotografijo tudi samo z eno svečo, bi jo pač prižgali in bi imeli svetlobo in bi lahko nastala fotografija. Ampak jaz se nekako nisem nikoli zadovoljil z neko enostavno postavitvijo svetlobe, zato sem vedno eksperimentiral, prinašal s seboj svetlobe, kakor si jo pač zadal, no. In na ta način osvetlil prostor, na ta način, no, ki je meni ustrezal, ne. Zdaj, rabil sem precej let izkušenj, da sem postavil dejansko luči na taka mesta. Tudi znati sem se moral premikati skozi jamo, rabil sem pomočnike, sam težko narediš kakšno fotografijo v jami. V glavnem, precej kompleksna stvar, no. A to moraš prav luči notri prinesti? Ali na kakšen način ustvarjaš svetlobo? Ja, koliko je teh luči? Ja, jaz ustvarjam, mislim, moja svetloba je z elektronskimi fleši v glavnem, torej elektronske bliskavice. To je moja svetloba, no. In na ta način fotografiram že od vsega začetka, tako kot sem tudi začel. So možnosti tudi torej v današnjem času so seveda LED svetlobe, LED razsvetljave, tako da se kombinirati z marsičem, no. Ampak je še vedno nekako najbolj moja primarna svetloba so še vedno te elektronske bliskavice. Zdaj pa lahko so velike, majhne, pač to je vse odvisno od tega, kakšne so in koliko dajo moči od sebe, ne. Spomnim se, pred nekaj časa sem bila v jami Pekel in smo imeli vodiča, smo bili skupina obiskovalcev jame in je vodič ugasnil vse luči. Tam je seveda vse tako lepo narejeno, da vidiš, ko hodiš, ampak je v nekem trenutku, mislim, da za 10 sekund ugasne vse luči, da smo res zaznali to. Prav taka gosta tema se mi je zazdela in je tako prav malo zlovešče, ker kaj se zgodi, če elektrike tam zmanjka? Ja, razumem. A si imel kdaj tak občutek, da te je bilo kdaj, sploh na začetku, strah ali pa se je zgodilo v tebi kaj takšnega? Načeloma same teme se nikoli nisem bal, no, edino če bi bila kakšna situacija, kjer si se na primer zagozdil, pa ti je ravno luč ugasnila, nisi jo mogel prižgati, moral si se nekako izmotati iz te situacije. Mogoče takrat je bilo majčkeno strašljivo, no. Ampak to so bili časi predvsem karbidovk, takrat smo si razsvetljevali s karbidovkami, ker so rade tudi ugasnile, ne. Tako da ti so bili kar taki zanimivi dogodki, no.
Danes po glavnem led razsvetljava je toliko zanesljiva, da praktično ves čas deluje, no. In ni takih dogodkov, da bi ustajali v kakšnih temah, no. Tudi mislim, da je nekako že prav namensko, no, da vsak jamar nosi dve svetlobi sabo, torej dve razsvetljavi. Ena je ta osnovna in druga je pač zasilna. Za primere, če ti pač osnovna crkne, no, mislim crkne, se pokvarne. Tako da svetloba ni več take težave, no, kot je bilo včasih. Tudi če pomislimo, ne, v prvih raziskavah, ko so recimo v 19. stoletju, ko so ljudje začeli raziskovati malo bolj intenzivno jame, so si razsvetljevali z baklami. In že če je bakla ugasnila in jo niso mogli več prižgati, je bil to kar velik problem. Ne. Ja, pa se verjetno danes je tehnologija tako napredna, da res se verjetno zelo težko znajdeš danes v nekih takih situacijah. Jaz mislim, da je zelo redko, no, zelo redko, ja. Kako bi pa rekel, kako se, na videz se vidi, ne, kako se razlikuje fotografiranje v jami ali pa fotografiranje na površju? Ker verjetno tudi kdaj izven jam škljocneš kakšno fotko. Ja, absolutno, ne, seveda. Nisem samo fotograf v jamah, no, ampak nekako največji izziv mi dajo ravno te fotografiranje v jamah. Na površju, no, rečemo temu na površju, kjer je doma običajna fotografija, no, mi predstavljajo izzivi mogoče kakšne krajinske fotografije, mogoče tudi kakšne fotografije dogodkov, no, ampak nikoli me ni to toliko pritegnilo kot pa jamska fotografija, no, zato sem tudi predvsem fotografiral v jamah. Mogoče je tudi tule razlog v tem, ker fotografija ni moj vir zaslužka, no, nisem recimo temu profesionalni fotograf, no. Torej moj vir zaslužka je predvsem oblikovanje, no, čisto nekaj popolnoma drugačnega kot pa sama fotografija, no. Mogoče je tudi tukaj ena povezava, da lahko počnem tisto, kar želim, ne pa vse po nekem naročilu, no. Torej v resnici si oblikovalec svetlobe v jamah, a ne? Ja, lahko bi tako rekli, ja. Ker ko fotografiraš zunaj, je svetloba že dana. Ja, in je na drugačen način upravljaš svetlobo, a ne. Ko greš pa v jamo, narediš pa čisto po svoje. Tako, jama postane potem svoj fotografski studio, ne, torej podzemni fotografski studio, naravni studio in pač kot je tudi v zunanjem studiu, ne, tako običajnem, moraš postaviti luči na določena mesta, da lahko narediš fotografijo, ne. Je pa tudi res, da imaš tam potem golden hour, tako rekoč, koliko časa želiš, a ne? Ne, da samo loviš tistih par minut na dan, dopoldne in popoldne. Seveda nisi odvisen od sončne svetlobe. Ja, tako da posebne vrste oblikovanje. Pri svojem delu si tudi raziskovalec, seveda, kakor si rekel, nisi seveda samo fotograf. Bil si res v jamah, za katere nisem še slišala. Nedavno sem te poslušala tudi na dogodku od National Geographica. Bom kar prebrala, pa tudi na spletni strani imaš, tako da res zelo zanimivo. Naprimer, ledena jama na Viševniku. Poznamo Viševnik, z katerega se vidi na Blejsko jezero, ampak za jamo pa nisem vedela. Velika Rutarjeva jama, Žirovcova jama, Lenčkova jama, jama pred jama. To so samo nekatere. V koliko jamah si v resnici že bil? Morda ne tako številno, no. Na srečo so moji dnevniki mojih obiskov so fotografije, na podlagi tega vem, kolikokrat sem že bil v jami. Mogoče nisem bil toliko v številnih, kolikokrat pa sem bil velikrat že v jami, no, tako rečem. Ker pač od takrat, ko sem začel z jamarstvom, to je od leta 87 naprej, sem praktično na začetku bil skoraj vsak vikend v jami, no. Zdaj sem recimo enkrat na mesečno, dvakrat mesečno v jami, tako da se je tega že kar veliko nabral, no. Je pa jam precej v Sloveniji, no. Jam ni samo, ne vem, 10-20, ne, ampak jih je že več kot 15 000, ne. Tako da ene so pač kratke, ene dolge, no. Večinoma so dolge tam do 20 metrov, no. Ampak, ne vem, zdaj procentualno, koliko je daljših, naprimer od 200 metrov, ne. Je pa takih jam kar precej, jasno, ne, in tudi so zanimive, globoke, kratke, dolge, imajo jezera not, naprimer, ne, vse živo, no, tako rečem.
Ja, Slovenija je res raznolika. Če govorimo o hribovju ali Ja, tako je. jezerih ali jamah, a ne, poznamo mogoče Postojnsko, Škocjanske Ja, jame. turistične so znane, seveda, Ja, absolutno. Kačna jama, o kateri bova tudi kasneje govorila. Ne, to kar nekaj jam je za turizem, ampak ja, vedno se najde pa 15.000 jam, za katere še ne vemo. Peter, na tem mestu si bova vzela kratek odmor. Okej. Drage gledalke in dragi gledalci, s Petrom se odpravljava na kratek odmor, prideva kmalu spet nazaj s polno lepih zgodb iz tišine in teme. Bodite z nama. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina, v kateri s Petrom razglabljava o podzemnem svetu. Peter, jame niso samo kapniki in podzemna jezera tudi, ki so prostori, kjer se pišejo zgodbe. Povedal si mi o mnogih zgodbah v različnih jamah, izbrala sva 3. Gledalci lahko tudi vidijo fotografije, ki se vrtijo, pa te prosim, da zdaj malo pokomentiraš, nam poveš, katere jame si izbral, zakaj, kakšno zanimivo zgodbo, verjamem, da so, da izvoli. Ja, moram takoj na začetku povedati, da je bilo precej težko zbrati neke 3 zgodbe, ampak vseeno se mi zdijo tele 3, ki jih bom zdaj predstavil, se mi zdijo res zanimive. Prva taka je iz francoske jame Padirac, kjer smo morali fotografsko slediti enemu uspehu francoskega potapljača, ki je moral pretavhati, mislim, da 3 kilometre sifonov in povezati izvir z originalnim vhodom v jamo, prvotnim, tako da to je bil kar izziv. Takrat smo skupaj to načrtovali z Arne Hodaličem, on je dobil ta projekt in smo skupaj pokrili celotno dogajanje. Jaz in moja 2 asistenta, Boštjan in Mojca Vrviščar, smo fotografirali v jami, Arne in Simon Burja kot njegov pomočnik pri potapljanju sta fotografirala potapljača med potapljanjem v sifonu, Katja Bidovec pa je skrbela za fotografiranje na površju, torej kaj se še vse poleg tega dogaja. No in ta dogodek je bil predvsem zanimiv zaradi tega, ker smo bili mi 3, torej jaz in moja 2 asistenta, v jami 3 dni. Čeprav nismo vedeli sploh, kam gremo, kje je ta sifon, kjer bomo srečali te potapljače, kakšna je ta jama. Imeli smo nek čuden načrt in praktično po tem čudnem načrtu smo morali v enem dnevu v bistvu priti skozi 9 kilometrov jame, za katero nismo vedeli nič praktično. Potovali smo po tej jami z vsakim v svoj čoln, z obilico opreme, fotografske, za bivakiranje, hrana, pijača in vse to, kar pride zraven, in se pač izgubljali v labirintih te jame, da smo prišli do tega prvega sifona, tako rečem. Tam sta se srečala potapljač, ki je ta podvig že naredil v 90-ih, 80-ih letih, vendar skozi nek drug začetni sifon. Ta njegov prijatelj je pa ta podvig ponovil skozi spet nek drug sifon in povezal neke druge sifone. No, praktično ona 2 sta se srečala pri tem prvem sifonu v jami in potem smo jih fotografsko sledili vse do konca, do izhoda. To je bil en tak doživetje, ki ga res težko ponoviš, predvsem v Sloveniji ni takih jam, kjer bi to počel. V Franciji pa je več takih zanimivih jam, predvsem pa ta jama Gouffre de Badirac je to ena izmed najbolj znamenitih francoskih jam z bogato zgodovino in tako naprej. Torej, ja, takšni projekti in potapljanje, in bivakiranje, in fotografiranje, vse v eni jami. A si imel kak občutek, 3 dni si bil noter v ne trdi temi, ker ste imeli osvetljeno, ampak potem, ko ste prišli ven, a je bilo malo nenavadno priti spet na svetlobo, ali kako se telo odzove na to? To še niso taki ekstremni podvigi. Naprimer, če bi šel za 2 tedna nekam v jamo, bi potem že malo drugače gledal na premik časa in tako naprej. Delali so tudi poskuse, eni so šli prostovoljno recimo v jamo za več mesecev,
ne vem, koliko je zdaj rekord, no, bivanja v jami. In so dejansko ugotovili, da se jim je potem dan skrajšal, ne pa dan ni več dolg 24 ur, ampak na koncu je bil praktično 23 ur. Sama notranja ura je potekala drugače kot pa v zunanjem svetu. No. Zanimivo. Tako, no. Ok, prva jama pa Dirak, katera je naslednja? Naslednja je zanimiva, je Sancinova jama. Gre za eno jamo v bližini Orleka, med Orlekom in Bazovico, torej to je ta sežanski kras, no, tako rečen. Lahko jo štejemo kot slovensko jamo, no, čeprav je na italijanski strani. Gre pa za eno zanimivo odkritje, kjer so jamarji po dolgem času prekopali nek dihavnik, to pomeni neko majhno luknjo, skozi katerega se je čutil prepih in se potem v razmeroma kratkem času prebil do nekih brezen, ki jih je privedla do ene ogromne podzemne dvorane. Ta podzemna dvorana pa je bila takrat še praktično nedotaknjena, seveda, ker ni bilo še nikoli tam nobenega človeka in je bila ob našem obisku pravzaprav nedotaknjena, kar pomeni, da je ogromno nekih struktur, kapniških struktur in tvorb, ki so take, kot so bile pač takrat, ko so nastale, ne? Ker še noben jamar ni šel mimo njih, niti jih ni se dotikal ali karkoli. No? In dejansko cela dvorana, ne, je povsem posuta s temi tvorbami. Ne vem, na posnetkih vidimo naprimer zdajle eno tako sliko s kristali, ki jo redko vidiš tako v jamah. No? Ker dejansko jamarji, ki hodijo po jamah, so obiskovalci, ne, ampak hkrati so tudi uničevalci tega prostora. Ne. Tudi če še tako paziš v jami, stopiš nevede lahko tudi na neko kristalno tvorbo, ne, ki je pač tam pod tvojim škornjem se pojavlja in jo pač na ta način uničiš, ne, ni več popravljivo. Ne. Tako da ta Sancinova jama je res en tak, lahko rečemo, laboratorij, ne, vseh teh jamarskih tvorb. No. Ko sem gledala fotografije, sem res opazila te tvorbe, ki so kot kristali. Tako je. Prej sem imela bolj v mislih vedno kapnike, stalagniti, stalaktiti. Imamo to v mislih, ampak ne pa morda ravno kristalov. Ne? Tako da res zanimivo. Ja, teh tvorb je ogromno. Ja. No? V tej jami so tudi naprimer heliktiti. Kaj to pomeni? Heliktit je v bistvu, ja, da mogoče bom malo še čudno, ne bom čisto točno povedal, ampak predstavljajo si kapnik, ki ne raste gor ali dol, ne, kot so stalagmiti in stalaktiti, ampak raste kar v katerekoli smeri želiš. No. Glede na, imaš občutek, da gravitacija ne vpliva, no, na rast teh kapnikov. No, tako, no. V tej Sancinovi jami smo se naprimer vedno sezuli, preobuli, prišli smo v Škornik, smo recimo šli normalno v jamo, potem pa se preobuli v neko čisto obutev, da nismo puščali sledi za seboj, ne? Torej nobenih blatnih sledi, tudi pazili smo, kje hodimo in tako naprej. No? Tako da smo jo res pustili praktično čim manj sledi v resnice. Nedotaknjeno za sabo. Kaj pa tretja zgodba? Tretja pa je spet tudi v bližini te Sancinove jame, je pa jama Luftloch. Gre pa za v bistvu zgodbo o nekem trdem in dolgem delu. Jamarji so praktično rabili več kot 20 let, da so prišli do reke Reke. Namreč neka reka, znamenita reka Reka, ki ponika v Škocjanskih jamah. Za njeno pot praktično ne vemo, njeno podzemno pot, ker pač teče pod zemljo, vse do izvira na italijanski strani, kot Timavo. In na tej podzemni poti je nekaj jam, ki dejansko pridejo do reke Reke, do podzemnega toka te reke Reke. To so malo številne jame in pri vseh teh jamah je za vse te jame značilno to, da so globoke okoli 300 metrov, še več kot 300 metrov in nobena ni enostavno privedla te raziskovalce jamarje do reke Reke. Vsi so se morali truditi za nekim širjenjem rovov, z opremljanjem z lestvicami, ker to so raziskovali v 19. stoletju tudi. In so bili to res taki podvigi, ki so še za današnje čase skoraj da nepredstavljivi. No? In to je zgodba o teh jamarjih, no, ki so praktično pustili nek del svojega življenja v teh rovih, no, da so dosegali reko. No. To mi je zelo zanimivo na fotografijah. Se vidi, ko iščejo določene rove ali pa poti reke Reke, naprimer, ne, se res vidi,
kakšen projekt je to. Ja, Včasih celo nek gradbeni projekt, Ja, a ne, tako je, tako tako in je. pridejo jamarji vsi v blatu ven, a ne. Ko po nekaterih fotografijah vidimo tako lepe fotografije, ti ustvarjaš, oblikuješ svetlobo, a ne, ampak v resnici na drugi strani je pa to kar težavno delo lahko, Absolutno, na ja, tako primer, je. a ne. Tule vidimo na posnetkih tudi, ne, kjer recimo jamar v nekem med nekimi gradbenimi odri in tako naprej. To so dejansko morali, ta ekipa, ki je pač to širila, je morala ves ta material nekam odložiti, ne. Ker moramo si predstavljati, da to ni bilo neko ogromno široko brezno, ampak dejansko dihalnik velikosti 10 centimetrov širine, na primer, ne. In so morali to širiti in odlagati material in si pomagati z gradbenimi odri, zasipavati in tako naprej, no. Glavno, Vse veliko narediti. dela. Tudi ustvariti vse te gradbene odre, ni to tam že Ja, bilo, a je ne. bilo treba prenesti, seveda, Ja, absolutno. zanimivo, In sestaviti, zanimivo. ja. Peter, ponovno si bova vzela kratek odmor. Drage gledalke in dragi gledalci, še v drugi si vzameva kratek odmor, prideva nazaj, pa še malo bolj osebno povprašam Petra, kako doživlja vse te njegove jame. Bodite z nama. Dobrodošli nazaj v oddajo Moja dogodivščina. Peter, povej, če bi moral z eno samo fotografijo ujeti bistvo tvojega dela, katera bi to bila in zakaj? Ja, vidimo fotografijo ravno tukaj za nama. Gre za fotografijo iz Kačne jame. Kačna jama je ena praktično res takih najbolj impozantnih jam v Sloveniji. To vhodno brezno, ki ga vidimo na posnetku, se prevesi po 120-130 metrih v eno ogromno 60 metrov visoko dvorano, ki jo vidimo na posnetku. Skozi strop pa sije ta dnevna svetloba, ki je res impozantna, no. In že prvi obisk te jame je za vsakega jamarja je fenomenalen, ker to je ogromno, lepo brezno, obdano z mahom v zgornjem delu. Cela zgodovina slovenskega jamarstva se je tukaj v bistvu dogajala. V 19. stoletju so jo nadelali z lojtrami do dna. V glavnem, ogromno nekih reči se je dogajalo v tej jami, no. In ta fotografija mi je bila vedno všeč zaradi te mistike, zaradi te ogromne veličine te dvorane in s tem majhnim človečkom na spodnjem delu, kjer stoji, no. In ker vedno sam rad najbolj fotografiram v prostorih, je ravno ta dvorana, nekako ta prostor jamski, no, mi je res najbolj fascinanten od vseh. Pa tudi za to fotografijo sem dobil prvo nagrado na prvem slovenskem tečaju Pictures Slovenija, mislim, da se je imenoval leta 2009 in takrat sem dobil kot avtor te fotografije, ki na diaposnetku dobil nagrado med praktično vsemi ostalimi digitalnimi posnetki, no. Nekako sem v tem obdobju sem tudi zaključil potem z analogno fotografijo in kot bomo videli na naslednji sliki, sem velikokrat potem ponovil tudi to brezno, to vhodno dvorano, no. In če pogledamo, ko se bo zavrtela naslednja slika. Režija, kar naslednjo fotografijo, prosim, da vidimo. Je to enaka dvorana v digitalni tehniki, na primer, ne, kjer vidimo recimo razsežnost te dvorane še z nekim jamarjem na sami steni, no. Je pa ta dvorana zanimiva iz tega pogleda, kjer je ta fotografija narejena, pa tudi morda iz nekega drugega pogleda, ne, če pogledamo naslednjo fotografijo, ko bomo videli. Režija, še tretjo fotografijo, prosim. Pa vidimo, recimo, je pa ta dvorana popolnoma drugačnem izgledu, ne, kjer spet vidimo te žarke iz nekega drugega kota, ne. In to je velikokrat tudi v jamski fotografiji, ne. Na primer, neka dvorana, če jo fotografiramo iz nekega kota z določeno osvetlitvijo in ponovimo fotografijo te dvorane iz nekega drugega kota, spet z drugačno osvetlitvijo, nimamo občutka, da gre to dejansko za isti prostor, ne. Kot bi rekel, ne, kot ta jama je nek prazen list, ki lahko oblikuješ iz različnih zornih kotov. Tako, ja, to je studio, kjer postavljaš svetlobo, kakor želiš. Kaj ti je pa najljubše v jamah? Kapniki, jezera, brezna morda, tema? Ja, načeloma mi vse predstavlja neki izziv, kako nekaj fotografirati, ne, torej vsaka značilnost jame je zanimiva, da se narediti dobro fotografijo jamsko, tudi v najbolj preprosti jami z enostavnim rovom, torej vsak rov, vsak prostor lahko nekaj pričara, no. Zdaj, vse je samo na tvoji kreativi, no, koliko si kreativen, kako bi rad prikazal prostor, v kakšni osvetlitvi, pri kakšni luči, no.
s kakšnim dogajanjem, ne, kako postaviti osebo v ta prostor. Glavno, to so vse izzivi, ki jih predstavlja jamska fotografija. Ne. Kaj pa ti šviga skozi misli, ki si spodaj v jami? A kdaj se ustaviš pa rečeš, ok, zdaj si dam pa minuto časa ali pa kolikorkoli za meditacijo ali pa samo za razmislek, preden začneš risati po tem praznemu kanvasu, bi lahko rekli. V bistvu niti ne razmišljam kaj veliko. No. Dejansko jamarji pač ne radi čakajo, no. To je največji problem. In vedno sem stremel k temu, da grem čim prej skozi jamo. Poskušam v tem času, ko se sprehajam skozi jamo, si ogledati, kaj bom fotografiral, kakšni posnetki bodo lahko nastali. In potem pri povratku proti shodu, tako rečeno, pa potem naredim vse te posnetke. Ne. In zdaj, da se moji prijatelji, kot rečeno, ne, sam ne narediš nič v jami, kot jamski fotograf, da se ne bi dolgočasili, poskušam vse te fotografije narediti čim hitreje. No. In nimam časa veliko za Ni časa za meditacijo rečeno. spodaj v jami. Kaj pa potem, ko urejaš fotografije? Ti potem kaj šviga ali... Ja, seveda, ne, sej ob vsaki fotografiji se spomnim, kako je bilo takrat, ko sem bil v tem prostoru. Spomnim se kakšnega dogodka, ne, ko smo bili takrat v jami. Tako ostanejo spomini, absolutno. Ne. In tudi lahko so prijetni, neprijetni, lahko se tudi spomnim, da se je kaj poškodoval, kakšna oprema, da je bil nek dogodek zoperen ali pa dober. Tako, no, veliko zgodb se je napletlo v teh letih. No. Ja. Kaj bi pa rekel, Peter, toliko let že to delaš? Kako te to spreminja? Osebnostno, ker vsaka taka aktivnost, tako kreativna, kot je jamska fotografija, sigurno te tudi nekako spreminja, oblikuje tudi tebe kot človeka. A te je, kaj ti je to dalo? Ali pa kaj so ti jame dale? Kaj ne rečem, no, jamarstvo je taka dejavnost, no, da moraš nekaj narediti, ne moraš sam sedeti pa čakati, da nekaj pride samo od sebe. Torej, moraš biti precej aktiven, no, v tej dejavnosti. No. In tudi se moraš znati pripraviti na to, kar boš počel v jami. Tudi moraš biti pripravljen na to, da ne bo vse postrežno, napladno, dobesedno, da bo treba jesti, naprimer, tudi kakšne reči, za katere jih zunaj ti ne bi pomislil, naprimer, ali pa spiš v blatu dobesedno. Tako pripraviš se v bistvu res na neke izzive, no, ki jih mogoče na zunanjem svetu niti ne bi pričakoval, da bojo kdaj prišli sami od sebe. No. V jamarstvu pa te to brez težav čaka. No. Tudi solžine, blato, voda, možda je tudi zaplavati, če treba. Naprimer, no. Tako, veliko enih reči. No. Potem sigurno na površju, tudi ko prideš do kakšnega izziva, si rečeš, če sem pa tisto v jami zmogel, potem mi to nič ne more. Ja, tudi so recimo lahko enostavne jame in potem prideš do neke težke jame in potem postanejo tudi tiste naslednje težke jame precej lažje. Ne? Jasno, ja. Sigurno se to lepo tako razvija. A si bil v kakšni jami, oziroma a obstaja kakšna jama, v katero še nisi šel, pa bi rad šel? Pa iz različnih razlogov še ni prišla na vrsto? Ja, mislim zagotovo. Ne? Zdaj, če bi se prav pomislil na kakšno tako jamo, mogoče bolj v tujini so kakšne jame, no. Velikokrat sodelujem na srečanjih jamskih fotografov in na kakšno srečanje mi ni uspelo iti, no, tako da mogoče to je bil en tak neuresničena želja, no, pa si vedno rečem, mogoče bomo pa spet šli kdaj tja, no, mogoče to, no. Zanimivo. Drugače v Sloveniji so pa jame, predvsem slovenske, dosti dosegljive, no, ni toliko težav, no. Ja, sploh, če si tako pogumen, ne, ker marsikdo morda pa vseeno ne bi šel v tako globoko brezno, v trdo temo, če tudi imaš led luč sam. Ja, velikokrat si ljudje sprašujejo, da je težava morda v kakšnih ožinah, kaj pa če se zatakneš, kaj pa če ne bo zraka spodaj in tako naprej, ne. To so v bistvu taki strahovi, ki so mogoče, ne vem, vsajeni že od rojstva naprej, mogoče ne od rojstva, no, pač od mladosti naprej, no. In ko si potem v taki situaciji vidiš, da ni tak bav, no. Tudi zrak je vedno v jami, no. Res v kakšnih rovih, ki so zaprti, no. Kam te pelje naprej? Kaj je zdaj naslednji tvoj projekt? A greš kam v tujino? A boš raziskoval kaj v Sloveniji?
v teh letih, no, zadnjih letih sem fotografsko predvsem delal v Križni jami. Smo se lotili enega tazga malo daljšega projekta, kjer smo poskušali, v bistvu vse smo kar prišli že praktično do konca, no, fotografirati praktično vse rove v Križni jami. Križna jama je ena najlepših slovenskih jam, je turistična jama, vendar ni turistično urejena, le prvi del do prvega jezera, no. Potem pa je praktično naprej nedotaknjena jama, ne. In gre za jamo, ki je ena zelo lepo ohranjenih jam, no, praktično taka, kot je bila tudi ob odkritju, če tako pomislimo, no. In tudi ni osvetljena jamarsko, ni jamske razsvetljave kot take, ki jo poznamo na primer v Postojnski, da je bila položena neka električna razsvetljava. Tako da je vse v nekem primarnem, pristnem jamskem okolju, no. So pa tu rovi, ki so tudi običajnim obiskovalcem praktično nedostopni in jama je tudi precej dolga, čez 8 kilometrov je seštevka vseh rovov, no. In so te rovi v raznih oddaljenih delih jame fotografsko bili precej skromno obdelani, no, ali pa so se jih fotografi lotili, različni fotografi, torej en se je lotil enega rova, drug drugega in ni bilo nikoli neke take enovite slike celotne jame, no. No, zato smo zdaj, mislim, da poskrbeli, no, da je dejansko cela jama fotografirana v enem stilu od enega fotografa, no. Zanimivo. Tako, no. Jaz se Križna jama, a veš, da še nisem bila noter. Aha, no. Vem, da je toliko podzemnih, mislim, da 22 podzemnih hiš. Ja, še nekaj več, takega, nekaj v tem tako je. smislu, ja. Da se tudi naprej, ampak je zelo ohranjajo, zelo omejeno Tako, tako je. število posameznikov gre lahko na leto notri, kar je prav, da Ja, ohranjamo tako je. v nekem surovem stanju, tako kot smo jo našli. Tako je. Peter, povej, kje te lahko spremljamo, tvoje ekspedicije razne pri nas in v tujini, kje bi želel, da te gledalke in gledalci... Ja, najlažje je v internetno stran, v nek brskalnik vpisati Peter Gedej in bo ven zmetalo vse mogoče. Torej spletna stran, Facebook, Instagram, ne vem, YouTube, tako, povsod sem prisoten, tako rečeno. Odlično. Torej spletna stran je petergedej.com. Tako. In tudi pod istim imenom te najdemo na družbenih omrežjih. Krasno. Peter, najlepša hvala za ta izlet v podzemlje. Za povabilo, ja. Z veseljem. Veselim se naslednjih tvojih zgodb in zagotovo se še kdaj vidimo. Super, zmerno. Drage gledalke in dragi gledalci, verjamem, da ste uživali v najinem pogovoru, v vseh teh neverjetnih zgodbah, v prostore, kjer verjetno nihče od nas ne bo nikoli stopil. Tako da držim pesti, da boste gledali najino oddajo, z njo uživali in povejte kakšen komentar, ali ste uživali v njej. Se vidimo naslednjič v oddaji Moja dogodivščina.